Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v še eni epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta Slačilnica. In danes smo vam v moji prikupni roza dnevni sobi pripravili pravo bombo možatosti. Moški pogledi na svet, izrazito moške teme, izrazito možat gost, manj estrogena boste našli samo še v menopauzi, po mojem. Vid Valič, lepo pozdravljen. Živo, čau. Kako si, shajaš? Luštane. Ja, tako fajn je, ko greš od doma. Hvala, ker si upošteval malo moj modni napotek in se nisi oblekel popolnoma zeleno, no, ampak... Ampak vse to je dovolj temno zelena, ali sem zdaj zlit s kavčom? Bomo videli, če boš imel glavo, mogoče iz moje zofe, ampak ker veš, kako pravi ljudska modrost v naših krajih, ne? Kaj? Zelena grdo, ne? Zelena, ja, valjda, seveda. To je temno zeleno, tako da že skoraj ne velja. Je pa res, da, a misliš, da poslušalci vejo, da je to na green screenu ta soba? Ne, zdaj smo v bistvu uničila celotno iluzijo, ker se mislim, da ima nas res toliko malo okusa življenja, ampak... Dej nareči enkrat vod. Ja, bimčiš. Mi se še ne poznava, pravzaprav zelo dobro. Sploh se ne. Denis me veseli. In predlagam, da se malce ogrejeva drug na drugega. Da prebijeva let in sem pripravil en nabor priljubljenih tem, iz katerih si lahko izbereš tisto, s katero bova začela. Teme pa so, izbiraj recimo, moji novi projekti, vpliv slovenskih citrark na življenje, katastrski dohodek, spomini na inkontinenco, spolne disfunkcije iz prve roke, nepredelane, a boleče otroške travme, ta je zelo priljubljena, kaj vse sem v življenju naredil narobe in še drugi favoriti, bivše propadle veze. Zato predzadnjo nimamo dovolj časa, kaj vse sem v življenju naredil. Naredili en special. Ja, to mora biti special. Ajde, citrarke, ajde. Povej mi, se spomniš dneva, ko si prvič med svojim odraščanjem videl prvi posnetek za Tanjo Zajc Zupan? Ne. A veš, da ne. Ja, vem, da je citrarka, ampak ne. To, a veš, da ne. Jaz ne vem, če sem njo videl. Sam spomnim se ta prvič, ko sem videl citre igrati, mislim, da je ena ženska ali pa moški, da mi je izgledal tako, kva ona klekla. A veš, tako a je to muzikalno klekljanje. Ampak je pa zanimivo, tako imajo... Zelo spretne prste imajo te ženske, ne? Ja, a veš, zato mi je žal, da nisem kakšen citrarke spoznal moje starosti. Jaz predlagam, da greva dlje od citer. Zelo hitro se bo izpela ta tema. Zato sem se še malo o harfah pogovarjal. Pozavna, oba, fagot. Fagot. Ne, prišel si s posebnim razlogom, danes k meni na obisk. A res? Ja, ne vem, če veš, ampak 1. oktobra boš namreč v Mariboru imel predpremiero. To sem mi nekaj omenil. Ne bi imel neko predstavo. Nekaj se dogaja, upam, da ti bojo pravočasno povedali. Jaz mislim, kdaj ob 6. popoldne. To pa ne vem, pravzaprav. Zvečer. Ja, veš kaj, novo predstavo imam, res je. Moška pamet. Jaz sem gotovo, da moram delati nove projekte, nove predstave, če hočem, da me novinarji sploh kam povabite. Tega še ne bi, najbrž ne. Te tudi nismo. Zdaj ni na talentih že 8 let, kaj ga brige. Ker poleg bi še imeli, ne? A veš, ja, ker je aktualen, ne. Jaz pa skrbim sam za svojo aktualnost. 3 mlajše okrepitve imajo, vse ful narobe zveni, kar reče. Ja, ne, način, kako si rekel, 3 mlade okrepitve. Nima gre, to je Rozi. To je naš podporni zajec, prepojenje za solzami znanih Slovencev. Običajno na tema postane zelo čustvena, ti ga izračim. Se pravi ta servisni, kako se že reče. Ja, support, rabbit. Podporni zajček. 3 mlade okrepitve imaš na odru, mlajše vsaj, ne vem, koliko so mlade. To, ker sem len. In sem rekel, ne bi rad delal uro pa pol na odru sam, rad bi delal sam slabo uro in rad bi še zmeraj dal ljudem nek normalen večer komedije in sem zato povabil 3 mlade komike. Vse eni niso več toliko mladi v resnici, ampak govorimo, da so mladi, mlajši od mene vsaj. Mi smo zdaj delali stand-up predstavlja, smo snemali to oddajo za TV in so bili oni tam in so ful so dobri in bi jih rad predstavil slovenski publiki. Tak bodr postajaš. V bistvu so oni tle samo zato, ker sem jaz len, pa zato, da mi naredijo še nekaj programa, ampak bonus je pa to, da se bojo predstavili. Za mašilo jih pravzaprav imaš. Za mašilo, to ne, ker bojo odmašili takoj od začetka, da ne bojo samo odpirali bojo, odpiralci so. Moška pamet se imenuje predstava.
Slutim, da je kar nekaj analize, brskanja po sebi, glej spet, brskanja po sebi je za njo. Povej, vid, kako zabiti smo? Nismo toliko. Vse mi mislimo, da ne. Pa ne, veš kaj je to? To je bolj v bistvu zato, ker smo stereotipi, ki pridemo spet pametovati. Ker stand-up komedija je načeloma zabava to, ampak včasih pa tudi malo popametuješ, pa malo popridigaš. Vsaj jaz, to govorim čisto za sebe. To pa zaradi tega, ker zelo veliko govorimo o tej, ženska glava, to, ne. Nikoli ne govorimo pa moška glava, ne. Ker znamo včasih mi moški še malo bolj zakomplicirati stvari. Tako da se mi zdaj tak intriganten naslov. Nekje si rekel ali zapisal, da je moška pamet bolj racionalna od ženske, kar je kar intriganten stavek. To je tako, znanstveno podprto dejstvo. Reči se zdaj, moški smo kao bolj smo racionalni, manj čustveni, bolj razmišljamo z levo polovico. Naprimer, zato je tudi že znanstveno dokazano, da ženski se po porodu skoraj izklop leva racionalna polovica ali se pa desna tako močno oziroma prevzame del, zaradi tega, ker je narejena naravno, po naravni poti, da zaščiti otroka ne glede na vse. In to se je zgodilo mojemu kolegu, otrok je ležal sred kavča, dojenček, star 2 meseca, prav ne premika se, pa sam gleda, in ona reče, da ga boš ti pazil, ona reče, ga bom jaz pazil, in ona ostane in gre, in on ostane dol z kavča, in ona, če se ga boš pazil! Tako pa, sred kavča, ampak more to tako biti, mi moški smo polno tako, da je malo ladje, v resnici pa tako more biti za tega, da se tega otroka res zaščitno. In je tako zanimivo obdobje, ta prvi 2 leti po porodu, da se moški pa ženska, moški mora res razumeti, da ne razume, čez kaj je ženska šla in da jo podpira te 2 leti čim bolj. Se je tebi karkoli po porodu izklopilo? Meni se je sklopil, veš kaj se mi je sklopil, to za špeh topiti. Res, že ko je bila moja noseča, spet znanstveno dokazano, grede, da ne bi moški, ki zavoha feromone noseče ženske, svoje noseče ženske, da se avtomatično začne rediti nehote, zaradi tega, ker se pripravlja kao na težko obdobje, ki pride pač po porodu. In meni se je to res zgodilo, jaz sem kar enkrat se redil, jaz sem isto treniral, isto jedel, razumeš, kar, zdaj sem že nazaj, zdaj imam že tupek, zdaj sem nazaj na tupek. Ona ima dojenčka tipa chicken nuggets, ne? Ne, to kakšne chicken nuggets, to ni hrana, ne tega jesti. Je pa ta bitka med tema 2 planetoma, med Marsom in Venero. Venera je ta taka večno prisotna zgodba. Skozi vsa svoja leta globokega raziskovanja, kaj je tvoje največje spoznanje o ženskah do zdaj? Moje največje spoznanje je, da so tako čustvene lahko, da v tistem afektu, ki so čustvene, pa se kaj sporečeš, da se rajš ne racionalizirati. Rajš razumi njeno čustvo, razumi, od kje prihaja, pa zakaj tako, pa potem, kakšen dan kasneje, se boste pa lahko racionalno pogovarjali. Si se naučil tega na grd način? Bi se rekel, ni bilo zares groznega, ampak bilo je samo tako, da mene je soočal s samim sabo, ker hočem vedno rešiti stvar, pa deva to zdaj rešiti, zdaj takoj rešiti, ker včasih ne moramo vsega takoj rešiti. Res je. Drugi stavek, ki me je napalil, ni dobra beseda, ampak zintrigiral. Pa v bistvu me je. Zelo slovenska beseda. Spodbujamo lepo slovensko izborno izreko in nasploh. Praviš, da se razlika med moškim in ženskim principom najbolj kaže pri seksu. Ali moški seksamo drugače? Definitivno. Valjda. Ženske rabijo celo pripravo, razumeš? Mene sam pravilno me pogleda, pa jaz sem pripravljen. Ženske pa vse ne rabijo nek uvod, zaplet, vrhunec in razplet. Ta dramski trikotnik je pri ženskah veliko bolj nujen. Pri nas v bistvu ni trikotnik, pri nas je sam daljica. Kar rakete. Upajmo, da ni prekratka. Da ni ta časovnica prekratka. Veš kaj, pri raketi je tako, veš, probaš eno gnemet, ki eksplodira, pa probaš, da to traja, da ni tako kot unta pocen varianta, ki ga imamo kdaj za nov let, ki sam dolga leta smo o tebi brali kot o najbolj vročem, zaprisežen samec. Neulovljiv, najbolj iskan. In glej ga zlomka, da se je pa zgodilo vmes, da zdaj pač to več nisi. Postal si en tak ukročen, družinski človek. Popolnoma ponižen. Vprašanje je zdaj seveda na mestu, ampak a je seks kaj drugačen, ko si pod streho? A veš, kaj ne pravijo, da že skoraj zakonski seks zdaj boljši. Kaj ne pravijo, da je kot pohano, a veš, enkrat na teden, ampak ob nedeljah paše, pa zmeraj je isto. Veš, da se zmanjša, zaradi tega, ker je kar enkrat malo cimro.
Ko se otrok rodi, imaš kar nekaj cimrov in ta otrok je skozi tam, to ne gre nič ven, skozi je tam, skozi bi zraven. In najbolj smešno je, ker rata nama, ne vem, srednjeva, se kaj zavohava in tako naprej in pa le, da, tako ja, evo, zdaj sem. Kaj imaš pa to, sandalinca imam v žepu, v redu je, sandalince. In da se zmanjša, pa v nekem trenutku si tudi samo cimr, svoje drago, ampak jaz verjamem to, da je to treba skozi, malo revizijo delati, pa malo zavestati, pa tako, date night, gremo na zmenk, gremo nekam, gremo biti malo zase, da tam malo v babici, pa gremo nekam prespati. Ampak je vseeno cimra z bonitetami, ne? Definitivno z dobrimi bonitetami. Veš kaj, seks je, tudi če ga je malo manj, je še zmer boljši, kot sam tako, zato ker je s čustvi, ker je, se veš, čustvi je vse boljši. Zaupaš človeku to. Jaz nikoli nisem namenoma. Čeprav, ne? Za eno noč seksu. Ne, res nikoli nisem šel tako, zdaj bom pa to sam za eno noč. Jaz sem to šele pol zjutraj ugotovil, da je bilo sam za eno noč. Ja. Ali tako, ker ni bilo več v posli. Zdaj skoraj ministrant, a veš, jaz pričakoval sem, da pa zdaj se pohvalil, da včasih, ko pa sem še lahko, a veš, ne? Jaz sem vedno iskal punco v ženski, s katero sem bil. Sam doskrat sem ugotovil, da to ne bo šlo, da moram bežati. Veliko si zdaj tudi zagotovo med nastajanjem te predstave proučeval po mojem koncepte možatosti, kaj moški danes sploh smo. Pravijo, da koncept možatosti v novem tisočletju bledi. Zdaj zvenim kot antropolog. Jerca Vegan, ne, ampak ne antropološko. Sem začela že z nekimi znanstvenimi dokazi in tako. Se te to skrbi? Mene ne, čisto iskreno, meni je vseeno za druge ljudi, do neke mere. Jaz mislim, da ne toliko možatosti, kakor sprejemanje odgovornosti. Tudi pri ženskah se mi zdi, da pri ljudeh načeloma, zaradi tega, ker je vse tako, nisem jaz, ker je to nekaj drugega bilo, da mogoče je to posledica permisivne vzgoje, ker permisivna vzgoja je v resnici dobra vzgoja. Permisivna vzgoja pomeni, da ti otroku pustiš, da je on sam svoj človek, da izraža svoje mnenje in tako naprej. To ne pomeni, da ga ne rabiš regulirati, pa kontrolirati, pa mu dajati okvire. Jaz mislim, ti moraš biti še zmeraj strog, da on se bo lahko izražal, ampak bo imel pravila, okvire, v katerih bo lahko deloval, da ne bo se, sploh ne vem, kva se dogaja, pa tako ne. In mislim, da je pač ta permisivna dela narobe interpretirana in so potem si tako, ne, kar deli, le moj najboljši. In pa noben ne sprejema odgovornosti, zato ker ko pride do neke situacije, ko on nekaj naredi, so potem starši, ja pa se nisi ti kriv. Skovalda, da je. Sooč ga s tem, da je kriv in da zdaj sprejme odgovornost. Mislim, da tle ta možatost. A si mehkejši oče, kot si pričakoval, da boš zdaj tvoja deklica je zdaj stara že pa nekaj? Jaz imam to pravilo, 2 leti je stara, jaz imam to pravilo, da do 3. leta pustiš otroku, zato ker on ne šteka še čist posledic akcija, reakcija, logike in tako naprej. Se pravi, do 3. leta mu nekako pustiš, da dela skoraj vse, kar hoče, malo ga že seveda usmerjaš, pa tako pa paziš, da se nam poškodoval, pa prste vtičnico v te fore, ali pa zemljo v usta, bi zelo hitro imela hamburger, že ampak po 3. pa mislim, da bom strog fotor. Zato, ker mi je ful pomembno, da so jasna pravila, da so jasno, kaj se dela, kaj se ne. Si sam odrastel z jasnimi pravili, prihajaš iz zelo umetniškega okolja družinskega. Ja, to je res. Po mojem, to zna biti cel kaos. Moja mama je bila zelo, kakor je bila, nam je pustila, da se vedno izražala, da je vedno imela ogromen čustvene podpore, nam je dejala vedno, fotor tudi, no, ampak mama še malo bolj. Je bila vedno stroga in oče tudi. In sta bila vedno, tudi, veš, jaz sem odraščal tudi z dedjem pa z babico, bližje sem bil z očetovimi, no, z Aleksandrom pa z Dano, ker sta bila tudi zelo tako cak, ne, in imam to malo, no. Veš, se držimo, visoke kriterije imamo, to se me je malo navzel. Jaz sem pa malo to ignoriral, pa tako, ne, ampak zdaj, ko gledam nazaj, neke stvari so prav, da so take, da je strogo, da je brez popuščanja, ne, to tako mora biti in to je. Vse pa ti že lahko prilagodiš, samo da imaš to neko osnovo. No, jaz sem edinec, ti imaš pa brat. Ga filozofiral. Zato smo tukaj. Okay. Ja, zato imamo tega zajca. Koliko časa imaš? Imamo čas. Jaz sem edinec, ti imaš pa brata, ki ga seveda poznamo, in brat je mlajši. A so bili do njega bolj prizanesljivi kot do tebe? Valda. So bili, ne? Prasec, razumeš, vse dobo prej, kaj jaz. Jaz sem šele pri 14 sem lahko si dal Han, on je že pri 12, ker si že starejši brat že dal, pa tako ne. A sta delila sobo? Ja, mi sva spala skupaj na Pogradu do po moje 23 leta. 23 leta so si delila sobo. To je pa kar dolgo. Ja, malo nezdravo že,
Ampak, veš kaj, tako dobra prijatelja smo v bistvu, tudi, veš, ker smo le 2 leti razlike, ko so se skupaj igrala, tudi danes starša naj vedno tako vidno morata paziti, danes je vedno bila taka vzgoja, ne. Tudi karakterno si nismo tako daleč, da bi bilo tle razhajanje, tako da nam sploh ni bilo problem. Ampak v tem času sta že imela najbrž punce? Ne v najni sobi. Smo bili v mojem Nissanu Saniju, letnih 87, tam sem bil svojo punco. Domen je bil pametnejši, Domen je spoznal eno punco, ki je lahko hodil k njej pol. Pametno, pametno. Zdaj pa ta Jerry Springer moment malo dala na stran. Si pa eden od pionirjev slovenskega stand-upa, pa ne ravno tak pionir, kot je bil Vinko Šimek ali pa ne vem, kaj se že Iča Putrih in podobno, ampak si eden od temeljev, eden prvih pravzaprav. V bistvu, če te losim, mi smo bili kot prva generacija, ki je začela delati stand-up tako, kot ga delajo Američani pa Angleži. Tako da govoriš prav ti, brez da nisi lik, ne govoriš vica, ampak govoriš zgodbe, govoriš tako. A se je ta scena zelo razvila, zelo spremenila skozi leta? Jaz mislim, da se je. Koliko je zdaj samostojnih stand-up predstav, koliko je enih dogodkov. Tako. Je malo mogoče padala v nekem, zato ker smo vsi bolj individualno začeli delati, prav manj teh večerov, kjer je več ljudi naenkrat pa tako naprej, razen Lent pa take, ne, ampak drugače pa se super razvija, jaz mislim. Si danes upate več? Ne. Ne, zagotovo. Čez 2 leti bo 20 let, odkar sem začel stand-up komedijo. Smo stari. Ne, mislim, mlad sem začel. Sem že skoraj 5 letih sem skoraj še v Jugoslaviji. Ja, tako da naslednje let, ko bom 25, bom... Ne, ampak, veš kaj, dobiš to neko sproščenost, vidiš, da teme določene grejo čez, veš, včasih je bilo tako, ne, tega ne smem govoriti, tega ne smem. Zdaj veliko lažje rečeš pizda na odru. Ali tukaj. Ali pa pri tebi, ja. Se boš blipo, ne? Ne, mi jo imamo radi. Ja. Da ti boš odpizdo? Manj, ampak podpiram pa, ja. Podpiramo. Rihtaš tipe, a veš? Prosim, pogledajte pohištvo. Ja. Torej, zmedel si me. Ja, če pa podpiramo pizde. Podpiramo. Lepo. Treba je podpirati vse ljudi in vse kletvice. In organe. Ja. Drugače, motherfucker, ena od boljših kletvic. A ni? Zdaj pa jo prevedi. Sej to, ne morše. Angleži imajo to, a veš, mamo jebač, mamo jebalec. A razumeš, ne? Mi imamo mamo ti nabijem, ne? Ja. Ampak ni isto, ne? Ker motherfucker pomeni, da si jo ti. Ne? Mamo ti nabijem pomeni, da ti jo moram jaz še. In jaz ne vem, kakšna je tvoja mama. A veš, mislim, da govorim zdaj tvoja, ampak a veš. Ne? Ampak v bistvu je lep, da je to vse skupaj vendarle en poklon materam, ne? Mogoče res, ja. Mislim, so spremljajo. Lepe želje. Lepe želje. Odaj so kakšen tipe, ampak. Prej smo menopauzo omenila. Ja, svet je postal izjemno znerviran in živčen in zelo občutljiv, kar je po mojem za enega komika pa kar en težek teren. Super je. Ja, veš, da več se blabeta, več se govori in več imaš pol materijala, na katerega se lahko... Ampak tako presneto hitro... Predstavljaj si 30 let nazaj, ki je bil pretok informacij tako 20% od tega, kar je zdaj, koliko težje je bilo neke teme. A veš, na politiko itek nisi smel, ker si mogel na Goli otok. Ja. Pač, veš, ta Jugoslavija, veš, tako dobro zlo, razumeš. Ne? Tako, po eni strani so vsi imeli stanovanja, vsi so lošli na morje, noben ni skrbel, bo prišel čez mesec svoje plačal, ne. Po drugi strani pa Goli otok, čez kar rekel, čez politiko. Ne? Bila je pa tudi oddaja Poglej in zadeni, ki bi bila danes po mojem tako dober vir navdiha, če bi še jo po mojem ta Peugeot je še zmer kar glavna stvar, ki se vsi zapomnili, stoja na orje. Peugeot je. Ampak pa so tudi nekako podelili so en avto, pa mislim, da je bil rabljen. Poglej in zadeni je bila po moje do zdaj še vedno najjača, najboljša oddaja, oziroma po produkcijski vrednosti. On je imel Michael Jacksona, če se ne motim. Ni ga, imel pa sestra Latoja je bila. Latoja Jackson. Michael bi mogel prijeti, pa je imel neko operacijo. Ne? Če pa eni trdijo, da sta Latoja pa Michael v bistvu ista oseba, ampak... Zvihar, ja. Ista. Pa tu pa je še zmer živel, pa tako. Kako resno vprašanje, imam pa zdaj za tebe. Ampak ne, hotel si reči, da je živčen svet, pa to dela to tam je 6 minut. Ja. Kaj si hotel navezati? Kako ne užaliti nekoga, ker ga užališ lahko pa zaprav kadarkoli, s čemerkoli. A veš, jaz pa mislim, da se komik s tem ne smejo zares ukvarjati. Jaz mislim, da mora komik...
Malja, zato ker se še zmeraj mi smo mal manjši trg, kot neka Amerika, kjer greš lahko res v neko skrajnost, pa bo še zmeraj imel dovolj fanov, ki bojo hodili pa, na tvoje predstave, pa ti omogoča s tem, da boš lahko živel. Ampak v resnici moraš, v vsakem primeru je fajn najti način, kako se delati norce iz vseh tem, da bojo lahko ljudje se zabavali, kljub temu, da jih bom tako malo, tle bi mogoče mogel biti užaljen, ampak mi je on iz nekega zornega kota povedal, s katerim se lahko poistovetim, navežem, veš, in dejansko uživam v tem. Tvoja publika prihaja iz vseh strani, iz vseh polov, najbrž tudi političnih. Ja. Jaz mislim, da je naravna drža enega stand-uperja najbrž malce bolj liberalna. Ali se motim, ampak... Pa ja, pa ne. Ja, na nek način svobodomiselna zaradi tega, ker je fajn na neko temo, oziroma vsak komik, ki gleda neko temo, gleda iz večjih zornih kotov, pa se pač izbere tistega, ki mu je najbolj smešen. Mogoče rečemo jaz, glede na neki orto desničarji me nekaj ne marajo. Ampak to sem zaradi tega, ker sem že parkrat sedel norce iz njihovega kralja, oziroma princa Teme. Kako si drzneš? A veš, ja, mene pa tako deno, pa se tudi delam norce iz ostalih, tudi različnih tičev. Razumeš, ampak ljudje, ki se nočejo zabavati, pa ki držijo neke stvari svete in iz tega se presmeš norce delati, se mi zdijo zakompleksni ljudje. Tako iz vsega se lahko zafrkavaš, vse ima zorni kot, ki je smešen, samo vprašanje je, si dovolj sproščen, da se boš lahko temu nasmejal, ali boš pa ne, to pa ne. Torej, bi se ljudi opominjaš, kje so njihove napake. Ne, jaz ne opominjam, jaz hočem samo zabavati ljudi. To je moj cilj, je samo, da imejte se fajn, pridite, jaz hočem, da se sprostite, da se boste uro pa pol režali, pa da boste malo ven vrgli vse ta stres in pridete pol dan, se še smete, pa komu še poveste, kakšno fora, ki vam je bilo všeč. Res, to je moj. Vse to opominjanje je to, če boš kaj drugega ven, če bo ti pokazal nek zorni kot, ki ga mogoče prej nisi videl, pa boš spremenil neko mišljenje. Super, ampak jaz sem gledal George Carlina, jaz sem ob tem kot komik odraščal, ne. In George Carlin je vse povedal, točno tako, kot je. Vse, kaj je narobe s sistemom v Ameriki, vse, a se je kaj spremenil. Mogoče v možganih ljudi, tam, da so oni znotraj svojih majhnih svetov kaj spremenili, ampak v resnici ta sistem korporacij in njihovih lutk politikov je toliko močen, da bi morala biti neka orank revolucija. Tako v smislu, nekaj bi morali hoditi, ne vem, v McDonald'se, a veš to, da bi potem lahko to... Si revolucionar po duši? Po duši, ja. Ja, ded je bil partizan, a veš, pa mi je ta mal... A veš, tako, poslušal sem njegove zgodbe in mi je zelo blizu, tako, da se boriš za to, v kar verjameš. A si zapomnil, katero? Kaj? Dedijevo zgodbo. Ful. Koliko malo še? No. Zdaj se po mojem nobene nam spomnil tako, da bi bila navdihujoča ali pa kako je to lepo povedal. Ampak ded je bil tudi, on je imel frontno gledališče in oni so hodili v bistvu, poleg tega, da so se mogli streljati z Nemci, so hodili tudi po vaseh, ki so bile že ali osvobojene ali pa tako na robu, da je Nemce ni zanimali in so dvigali zavest narodno in so recitirali slovenske pesmi, ki so bile prepovedane takrat in tako naprej. So imeli take mitinge, ki so to delali in to mi je bilo tako, ker car, razumeš, a veš. On je bilo tako, prastim Nemci, bežim, ko mi umrem, potem pa recitiram slovensko kultura pesem. Mora biti. Ne? Ja. A je spoznal kako legendarno partizanko ali nekako Slavo Klavoro ali kar? Ne. To je zdaj pomen geografsko čist skregano, ne? Ja, mislim, zvezde tistega časa. Moja babi je bila glavna v OF, dokler je pa niso izdal, mislim, da so profesor njen bivši, je izdal in je potem šla najprej v italijansko koncentracijsko taborišče, pa še v Ravensbrück, v Nemčko. Ravensbrück je bil tako kot Auschwitz, sam ne toliko na steroidih, kot je bil Auschwitz. In je pol v bistvu tam 2 leti in pol ko je bilo konc vojne, je lahko prišla domov, na srečo živa. Wow, piši knjigo. Kako? Piši knjigo. A se je že ona, da se je že dedi. Znaš frontno gledališče, ba je Aleksandar Valič. Mogoče to, jaz bolj na Eurovizijo hodim. No. Ja, na Euroviziji pa ni veliko. Tam je malo manj popularno frontno gledališče, ampak ne. Ni partizanov tam. Na nek način tudi so. Svoje vrste. Ja. Svoje vrste. Povej, državljan Valič, kaj te danes najbolj jezi? Res? Prav na to bo šla. Ja. Prvo kot prvo, a lahko nehamo senzacionalizem uvajati v vremenu,
Kaj je s temi naslovi? Dokončno se bo poleti zlomilo, vročinski udar. Snežni metež stoletja. Vse, razumeš, kaj tako, ti hecaš. Zdaj pred kratkim sem mislil, da je cela Poljska pod vodo. Tako so poročali. Pa greš pogledati tako par mest. Tako ti hecaš, razumeš, tako da to. Druga stvar, po moje te korporacije, pa to je kar, veš, vse to. Zakaj imamo mi še zmer vodo v plastiki? A mi lahko kdo prosim to razloži? Do vsake pipe se sprehodiš, si natočaš kozarec vode in spiješ, folk kupuje flaširano vodo. Mi lahko ta logiko razloži. Za 100 vodo imamo ljudje, še zmer, ne več dolg najbrž, ker že prodajajo vse okrog te vrtine, ampak tako je to, kaj še? A te kaj skrbi, v kakšen svet pošiljaš svojo hčerko? Ne, zato ker svet je še zmer boljši, kot je bil 20 let nazaj. Edino to je pač, da jaz verjamem, da vsak človek... Se ti zdi boljši? Zagotovo je boljši. Zdravstvo je boljše, vse vnotraj. Ja, ok, pač če padeš v neko nemilost, oziroma če nimaš dobrega, moraš se bolj namatrati, da prideš do socialne varnosti, več je stresa, ampak v resnici je stresa toliko, kolikor pustiš, da pride do tebe. Izklop poročila. Zakaj gledaš poročila sploh? Zakaj nismo še gledali? Če je kaj pomembnega, bo zagotovo prišlo do tebe, zato ker vsi komi čakajo, da povejo nekomu. A veš, tako da to, ko imaš enkrat službo, v kateri se dobro počutiš, pa zaslužiš nek normalen denar, ne rabiš te novega iPhona. Razumeš? Nek A23 za 200 € bo čisto v redu. Ker noben v resnici ne rabi toliko dobre tehnologije, jaz mislim, razen če nisi fotograf, kolikor ima iPhone. Ne rabiš je. Zakaj? Kaj? Koliko uporabljaš to? Naprimer, še ti, ki si novinar, pa bi lahko več uporabljal. A kaj uporabljaš? Ne, zgolj selfije. Delam mnogo. Selfie, a kdaj uporabiš funkcijo več na fotoaparatu, da si prilagodiš vse te kvalitete? Niti ne. Ne, ker te briga, zato ker v resnici ne rabimo tega. Pogrešaš 90-ta in ta občutek odklopa nedosegljivosti. A veš, da smo vsi cel čas na pladnju nekomu... Bil je nek čar v tem, ampak po drugi strani pa če Bog ne da si ti kaj, veš, da smo nekakšno, ne vem, se zaletel ali pa, ne vem, ti avtobus si zamudil pa tako naprej. Te model mogo čakati uro pa pol, dokaj nisi pač prišel. In pa si upal, kaj priješ, a veš, a bo tam ali ne bo tam. Tako da, ne vem, to se spomnim bili enkrat, ker je cali ko svina in jaz sem zamudil na avtobus in sem bila s frendom zmenjena, da grejo ven žurat in me po moje uro pa pol me čakal tam pred namo. Tako da potem... Meni edino, kar me skrbi, pa kar mislim, da bi mogli tudi, da bi lahko regulirali, mislim, da so to že nekje, da so že prepovedali v šolah telefone, smart telefone. Jaz mislim, da otrok do 16, če recimo do 18 leta ne bi smel imeti pametnega telefona in socialnih omrežij. Zato, ker to je v resnici za odrasle osebe, za polnoletne osebe, se pravi ljudi, ki se že odločajo oziroma so že odgovorni za samega zase in nima kje imeti prej. In to je tudi moja politika, to mi je spravo moja drago hčerko. Prisiliti do tega, oziroma jo kontrolirati. Se bo pol mogoče si naredila Instagram profil pri kakšni prijateljici, a veš, ni isto, kakor če si pol vsak večer lahko na tem. Ne. Tebe so kaj obsedla državna omrežja? Ne, še, ampak sem bral neke stvari, digitalna demenca prihaja pri otrocih, ful močno, zaradi tega scrollanja pa, a veš, teh dopaminskih injekcij se dogaja, da jim zgubljajo pozornost, koncentracijo zgubljajo in tako naprej, ker so to razvijajoči možgani, kar grozen. Pa jaz sem videl, koliko je mene hitro zasvojil, koliko sem kar na teh rilih, veš, kar swipaš. A imaš OnlyFans? Ne. Kako bi bil? Ne vem. Med korona sem že razmišljal. Kot neko dodano vrednost. Sem po mojem, če bi naredil OnlyFans, sem nek toliko perverzen, da bi imel neko masko gor, da se ne bi vedel, da sem jaz. Pa pač z neko bebo bi to hotel delati. Nekaj na pol, nekaj sem nekaj, veš, nipel pokažeš, pa kao, zdaj pa dajte 5 € na mesec za to. Pogreš na hardcore, veš, dajte 25 € na mesec. Pa da vidimo, ali je vredno. Pa ti bom porin, če snemo. S tvojo partnerko imata pa precej analogne karijere, ne? Ti si oba sta v bistvu živo v stiku z ljudmi, ti si stand-up prevoditelj, njo je pa ples. Ja, ona je pa plesna učilca plus plesalka, zelo veliko nastopa. Zdaj imela z Nino Pušlar, je bila na koncertu, je nastopala, pa kakšne reklame tudi pa tako. No. Je prenesla kaj to strast nate?
Meni so itak že plesalke bile od nekdaj všeč, ker sem tudi jaz včasih sam plesal, ker gre za neko energijo, neko premikanje imajo, znajo se gibati, no. Tudi v posli, če veš, kaj mislim. Ampak on je sam... Ritem je veš kaj, boljši. Meni je pomembno, da spoštujem delo svojega partnerja, svoje partnerke in res, ker njo vidim na odru, jaz sem tako... ta je moja. Vem, če ste videli, da ona je moja. A ni to lepo? Res je tako, veš, neko tako močno prezenco ima gor na odru. Drugače je zelo, tako, če te ne pozna, pa tako je zelo sramežljiva, je bolj, veš, sem jaz ne pozdravljam pač tako, ampak na odru je pa veš, je v svojem elementu in je res. Če sem jaz prav računal, spoznala sta se pa nekje sredi pandemije. Direktno. Kaj se mi zdi malce predrzno, moram priznati. Vem. Meni je bilo ful grozno. Spoznal sem eno super seksi bejbo, malo mlajšo od mene. V času, ko so bili vsi tako, moj bog, sem jaz biti tako, kje si ti. Jaz sem med pandemijo sem hodil skozi na Rožnik trenirati, filme sem gledal, pa pač seksa sem. Kar je, obstaja hujše. Če obstaja način, kako preživeti pandemijo. Če odmisliš nenehno možnost smrti, ne, ampak je bilo kar zabavno. Tega ni bilo. Ja. Je bilo dejansko. A tega greva zdaj? Govorili so nam, da je ta možnost, ampak po številkah po 2 letih pa ni bilo niti blizu tega. Jaz sem šel pa gledati, mene je ful zanimalo, veš kaj, jaz sem bil na začetku tako, kaj zdaj to? Na koncu je bilo 700,000 okuženih, to so njihove številke, govorim, po 2 letih, 7,000 mrtvih. Koliko je to %? To je 1% smrtnost. To je isto, kot gripa. Se pravi, bullshitali so nas tako, to je zaradi zaradi policijske ure, pa zaradi omejitev, pa tako ukrepov, pa tako je. Ni, če je bilo 700,000, pa 7,000 mrtvih na te 700,000. Antivakser? Ne, jaz sem ful za cepivo, sem povem mi, kaj da fuck je not. To je patentiran, to mi ne smemo povedati. Arma, nemoj. Flaške so bile lušne, lepa embalaža. Jaz se cepiti za korono ni šans. Že z tega vidika ne, zato ker so mi oni govorili, da to je pa ful nujno. A veš, da to je pa, moj bog, brez tega pa ne bo šlo. Zraven pa gledaš, pa tako, jaz sem imel korono, vsi, ki sem imel korono, tako, pa jaz sem 4 dni sem bil malo prehlajen, jaz sem dobro 14 dni, ampak ni bilo nič takega. Pa ti vedno ti prije, ker ampak je pa imel ful probleme, ker tako, vedno so težki primeri. Sam, če to gledaš procentualno, koliko je, blan si igraš. Mimo je. Ni še mimo. Se zdaj ima vsak drugi svet. Jaz mislim, da je bil dober test. Mordajo pa imam. Ne mislim tako, ampak tako, v smislu, kaj so naredili na podlagi tega, da je to prehlad bil, ker je to še zmeraj prehladni virus ljudje. To ni neki nov ebola varianta virusa, to je prehladni virus. Je. Sam lahko se razvije v pljučnico, ne? Zdaj smo odprli ful napačen pokrov. Lik za konca, veš, lik za konca. Ni še konec. No, ok, dobro. Ne, presenetilo me je, da se bojda Jaz sem to rekel, jaz želim vsem čim več zdravja, pa čim manj stresa glede nekih stvari. Želim pa medijem, da nas neha strašiti, ker to je zdaj zadnje 4 leta je to že nek trend rato. Saj neprestano nekaj narobe. Ne? Vse, skozi. Rusija, vreme. 2,6 je prav slika bila takole, 2,6 vreme, pa tako Slovenija, čisto lepo zelena, temperature 32, 35, ono tretje, ona lepo poroča, čaka nas bolj vroče poletje, 2,24, vse rdeč, vročinski udar, umrli boste. Tako da, treba malo z rezervo. Malce drame imamo pa radi, a ne? Malce drame imamo pa radi, a ne? Ne, pa ne toh. Kje najdeš dramo v vremenu, a res? Pa če se drugega nič ne dogaja. Ampak v tem času, ko imaš klimo, pa besedno narediš 2 koraka noter, zapreš vrat in si, ni tako, da živimo v šotorih od zunaj, pa je tako, umrl bomo, razumem. A je res, da se nameravaš nekoč izseliti iz Ljubljane? Iščem, se ne daleč, rad bi šel samo tako 20 minut, zato ker me še zmeraj. Gameljne. Ne, tako malo višji, tako na hrib, tam po Hograjski Dolomiti, to me mika. Šel bi malo ven iz tega smoga, pa teme, ki je skozi Ljubljano, od konca novembra do začetka marca, razumeš, sem temno, sem tema je to. Zdaj, danes sem se zbudil tle na Štajerskem, ob 7:30 zjutraj, že sonce. Imate jasno? Idilično. Ne bo in to mi ima. Ljudje bosi tlačijo grozdje, veš se. Idilično. Kje si to videl? Jaz grem tja. To je pač štajersko jutro. Da zjutraj ostaneš kar grozdje. Če si malce finiširala, to me je zanimalo, se ni skrivnost, pa je že omenila, da prihajaš seveda iz zelo znane igralske rodbine, družine. A res? Ja. Moj oče, moj dedek,
Ja. Vsi so igralci, ti si pa delno igralec. Veš kaj, jaz nisem imel te sreče, da bi prišel na akademijo. Tako da pa sem iskal svojo varianto. Tako da jaz sem bil igralec direkt v 3 sezonah serije, ki sem jo mogel sam napisati. Jaz, moj brat pa še 2, ampak pa vsem. Pa v Parjašefu sem bil, ne vem, če si videl. Videl. Pa v Strasteh sem bil. Ja, žal sem videl. Tudi Jonas se spomnim. A se spomniš te serije? Ja, ne vem, zakaj se spomnim, se pa spomnim. A veš, da sem šel zadnjič iskat, ker sem hotel imeti to oddajo, čisto za svoj arhiv, in sem gotovo, da so me ven zbrisali. Moja vloga je bila tako slabo napisana, ker sem samo eno epizodo, tako slabo napisana, da uživo takrat, ker je šlo ven, sem bil, ker nisem očitno, na spletu me pa ni. Ven so me vrga. Očitno nisi dosegal kakovostnih standardov, te izjemno kakovostne serije. To sem zagotovo. Čeprav so bili visoki kriteriji. Mislim, da smo kolektivno izbrisali iz spomina strasti. Po mojem. Cel čas ustvarjam eno tako tiho bitko, tekmo, primerjavo med tabo in tvojim bratom. To je zaradi tega, ker se ne moreš odločiti, kaj ti je bolj všeč. Pa je on, je tak ščupo, ali je tak plešavi. A se je razvilo spontano kako tiho rivalstvo med vama? Veš, da ne, doskrat me to vprašajo, ampak tako kot sem rekel, mi smo že odraščali s tem, da so prijatelji, jaz sem toliko vesel za vsak njegov uspeh. Mu včasih zavidam, ampak nikoli nisem ljubosum na to. Tako sem jaz bi tudi. Ne pa tako, jaz ne bi rad, da imaš ti, to bi rajši jaz imel. Tako da ni, moj brat, jaz mu želim vse najboljše. Jaz mu želim, da je 3-krat bolj slaven, kot jaz, da mu uspe mednarodno, zato ker vem, da bi mu pa lahko s sabo potegnil. Bom še jaz kakšno mehno vlogo dobil na Netflixu ali pa kitajsko. Ja, tisti, ki gre mimo v ozadju, a veš? Ja. Domen je mlajši, ampak a si se kaj naučil od njega v življenju? Sem se, on ima zelo močno disciplino. Zelo kot nekaj, če se zmenimo, to naredimo in to tako odsek, tako da tle sem definitivno čerpal z njega. A še kaj drugega? Kako se počesati, na primer? Naučil sem se tudi, kaj ne delati, ampak greš na pogovor. Ta je zanimiva. Še prej smo spoznali vajnega očeta in detka in vse možne. Detka, veš? Detka. Jaz sem bil prej sem bil slaven, ker moj fotor šel. For the record. A ti je dal oče ali dedek kak dragocen nasvet? Ja, ona sta skozi, ko smo se pogovarjali, veš, kaj sta mi predvsem dala ona dva, to odgovornost do odra, do nastopanja. Da ni bilo to tako, to ni naš tazga, ampak je bilo tako, ne, to se treba pripraviti, to je treba tak, ljudje bojo prišli, bojo gledali in ti si zdaj vzel to pozornost, tako da jo moraš ceniti, jo moraš spoštovati. To je v bistvu najmočnejša stvar, ki ste mi jo dala. Poleg tega, da ded je skozi govoril, slovenska beseda mora biti jasna in čista. Pa jaz pridem s svojim slengom ljubljanskim na kvaj modeli, kvaj tega. Kaj? Lahko ne prekinem. Ja, pardon. Zgolj citiram. Na uglednem podcastu. Ja, zgolj citiram, ne vem, kaj bomo s tem naredili. A te vloga voditelja še zanima? Pa ja, veš da. Saj sem rekel, kako sem že rekel, na papa sem bil na nekem sestanku, pa sem bil tako, ta znano brez, ker zdaj Avdić neki ne vod, pa to, kaj pravite, bi me zanimali spet malo, ker zdaj že dolg časa nisem in je tako, zakaj pa ne bi spet malo. Veš, takrat sem tega delu in sem tako, jaz bi še malo igral, pa me je začel to vleči, zdaj sem pa igral, pa smo imeli 3 sezone tega, pa ja, šefa, pa tako naprej, pa vse punce mojega brata. Zdaj sem pa tako, lahko bi spet vzvodil, kakšen šov. In znano brez je tak res zanimivo, veš, ker res so ustvarjalci, vsi so kvalitetni performeri, že narejeni performeri in lahko že na temu gradiš. Sam vsega ni, ne, znano brez šova. Pa zihar bo še kdaj. Če ne pa kaj drugega, ampak pač tako, ne, če bi to se mi je zdaj, po moje to znano brez še zihar bo. Zakaj si ti nehal voditi talente? Veš, da ne vem, če bi šel v to, če sem zaradi tega, da najem pol na popu. Kaj si rekel? A ja, ne zaradi tega. Ne ti bo opora. Takrat so stareta pol povabili, več razlogov je bilo, tako sem rekel, reč ne bi šel to za tega, ker še zmer sodelujem s popom. Mani. Zdaj bo povedal. Veš, koliko ljudi je to že imelo v rokah. Ja? Hvala ti. Hvala. A ga dezinficiraš? Ja, to je ta vona, po alkoholu. Dobro, tu zdaj vohaš Marejo, Raven, Rudana, Resnika. A veš,
Kje je resno? To je naš zajec. Ne. Ko se bo tema seksa izpela, enkrat, kar se slejko prej najbrž bo, a se ne bo nikoli. Mogoče kam 70, pa še takrat bo smešen, kam pa lahko razlagal, kako nič ne seksam. Pa mi je težko to početi. Ker sem te hotel vprašati za konec, a te navdihuje še kaj drugega pri ustvarjanju predstav, šovov? Seveda, a si bil na kakšni moje predstavi? Jaz ne govorim samo o seksu. Vem, da ne, ampak... Razumeš, da... je pa markantna in prisotna ta tema. Ne? Je, valjda, da je. Pa, veš kaj, moško-ženski odnosi, pa seks, to je vedno... Če si moderen, ažuren v tem, pa niti ne rabiš zares biti toliko ažuren pa moderen na tej temi, pa se bo ljudje še zmeraj lahko poistovetili. Ker neke stvari bojo vedno ostale. Moški smo taki pri seksu, ženske smo, a veš, smo taki, sem skoraj rekel. In to bo zato, ampak ja, jaz imam zelo veliko družbene kritike, pa politične kritike. Sam ljudje, tudi novinari, kar doskrat, kar to mim, očitno smo o tem bomo govorili, kaj pa o seksu, povej kaj več. Očitno smo nepotešeni, ne vem. Ja, mogoče. Ali to, ali pa veš, ta politična kritika, vedno tako malo škakljiva, pa veš, tudi, se veš. Ja, o tem se pa varno pogovarjati. Pa šefi medijskih hiš vedno so s kom malo na vezi. Veš, če pa niso s kakšnim politikom, so pa s korporacijo, ki je s politikom. Veš, da... Pri nas nismo. Tako, definitivno. Pri nas nismo. Nikakor pristranski. Moška pamet svojo pot med gledalci šele prav začenja. Sploh še ne. Še ne, ampak je kmalu 1. oktobra v Narodnem domu v Mariboru. V Narodnem domu začnemo, pa gremo pa k Grosuplje. Ja, kaj še očakamo? Premiera imamo v Ljubljani. V bistvu, veš kaj, 40 predstav imamo zdaj že odzuni, 40 datumov do konca tega leta, tako da na mojo stran www.vidvalis.si ali pa na Eventimu najdete vse kraje. Ker OnlyFansa nima. Še. Ne, še. Denis me mogoče, si me prepričal zdaj. Loviram. Bom plačal tistih 9,90 na mesec. Zanimiva zgodba za OnlyFans. To mi je pa brat zanj povedal, je bila ena prijateljica, sta bili na pijači in pride neka njena, je imela očala gor in je reče, to imaš pa taka OF očala. In ona pač, ki je pač moja generacija, bila tako osvobodilna fronta, kva? Ne? In ona tako, ne, OnlyFans. In sem samo umrl od smeha. Kratica OF je spremenila pomen. Veš kaj je smešno, da OnlyFans je neke vrste osvobodilna fronta za vse prostitutke, ker ne rabijo zdaj zvodnika, a veš, ampak se lahko... Se je marsikaj izgubilo pomen, a veš, ne vem, stepmom, stepsister, To je vedno, kada to reče, smo vsi naporniči. Ja. To po mojem bolj moški, ženske ne to, kaj misliš, da so ženske. Stepbrother. Kaj pa vem, ne vem. Vid za konec. Pomagaj, zataknila sem se v pralnem stroju. Nekaj pušča, nekaj kaplja. Za konec, čisto za konec, te moram vprašati še absolutno absurdno in popolnoma nepotrebno vprašanje, ki ga postavimo vsakemu gostu slačilnice. Udar. Koga si nikoli in nikakor ne bi želel srečati v življenju v slačilnici? V slačilnici? Pa ne moji, ampak... A mora biti znana oseba? Karkoli. Karkoli. Kakšnega res orto, jezenega, primitivnega modela, ki bi bil zaljubljen vame. Maja Kevc je rekla pedofila. Pedofila. Jaz nimam to problema s pedofili. Pri svojih 30 in nekaj. Ja, pri 40. Ne, veš kaj, jaz to vidim bolj kot neko njihovo psihološko motnjo, s katero se morajo spopadati. Tisti, ki se podležejo skušnjavi, je bi ga treba kaznovati, še zmeraj smo odgovorni, niso pa krivi za to, kar so. Tako da mogoče ne to, mogoče zombija ne bi hotel v slačilnici. Veš, kaj si nek, pa biš, da te bo kje zagrabil, pa v trgu. In te lahko obsojajoče gleda, ne. Pa še to, a veš, ne mora spada telo, a veš, ne temu zombiju, ne. Mogoče tebi to, a veš, ne. Ja, ti nisi zombi še, nisi ne. Zombi, ampak odvisno od forme. Predlagam, da me tem izreči. Vok od laka, tudi ne v slačilnici. Ne, to pa res ne. A veš. Je kaj se misli, verjetno. Koga res ne bi v slačilnici hotel? Kako ura? Da se bomo mogli zaključiti. Zdaj da šuno, veš, od spodaj, čri. Predlagam, da zdaj, ko sva ravno prav slečena, končava to izjemno šarmantno debato. V slačilnici zaključiva. Najlepša hvala, ker sva se slačila skupaj. Koga pa ti ne bi hotel videti, da te je to že vprašal? V bistvu kogarkoli, jaz sem izjemno kompleksen človek. A ja, valjda. Ja. Bi bil takoj? Ne, niti familija ali veš, kogarkoli pravzaprav. Sprav nobenega ne bi hotel v slačilnici srečati. Ne, mogoče koga, ki ne vidi prav dobro. Sprav 90-letniki pridejo v poštev. Ja, recimo, tam pa sem suveren in samozavesten. Sploh še veliko pare, a veš. Ja, Se pa bo pa tipu. A ja, ker ne nazadnje gleda s prsti. Ja. Vidiš, vsem se najde nekaj dobrega. Slačilnica je zajemna stvar. Vid, pej domov, prosim. Hvala za obisk. Sam še preoblečem se. Nazaj zeleno.
Ja, hvala tudi vam, ker imate v življenju še zmeraj toliko časa, da nas gledate. Vsaka čast. Noro. Najbrž ne gledajo, najbrž poslušajo. Oboje, mi smo vse. Ja. Spremljate Večer še naprej na vseh platformah, tudi v tisku, kjerkoli. In se veste, kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Ja. Kaj? Ne. Sem mislil, da je to samo za naju. Ne, vsi bojo videli. Razumete. Čau.